Dober dan. O, dober dan, živijo. Kaj pa vidva kle? Naj pa zanima, kako nastanejo godala. O, boste pogledala? No, evo. Evo, trenutno izdelujem en vrh violončela ali čela po domače. Drugače pa začnem najprej s takim ledletom. Takole. S tem kar odstranim kar nekaj materijala. Kako ste pa dobili to obliko? Vzel sem takle vnaprej pripravljen model, ko je bila deska skupaj zlepljena iz 2 kosov in sem obrisal. In tukaj, ko se vidijo luknjice, a vidiš tele pikice, to sem pa zvrtal. Te luknjice so zaradi tega, da vem, koliko mora biti deska debela. Z kakšnega lesa pa delate inštrumente? Vrh je vedno smreka, obod, pod, pa glava s polžem, je pa iz javora rebraša. A lahko jaz tudi kaj pomagam? Jo, seveda, a bi probala? Zdaj, jaz imam takšnega majhnega oblič, lahko s takim začneš. A lahko jaz kaj poškodujem ali? Ne, to, ki je še debelo, veš, koliko so še pike globoko. Je. Ne boš prišla do njih. To pa primeš takole s palčkom pa kazalčkom, eni pravijo pincetni prijem, pa kar probaj. Tako, super da gre. Zakaj pa to delamo? To moram pa narediti zaradi tega, da stanjšam desko, če je predebela, inštrument ne zveni lepo in potem poslušalci niso zadovoljni z zvokom inštrumenta. Ta deska je tako malo ukrivljena. Ja, malo je izbočena, bi rekla, ne? Na drugi strani, ki vama še nisem pokazal, je pa že vnaprej sem že izdelal notri. A vidite? Ne? Notri je že izdolbljeno. Evo, tako lej palček daš gor, pa kazalčka, pa primaš. Evo. Tako. Potem gre za tako naprej. Tako, pa gre po stran, ne? Saj ne, je težko. Niti ne. Kdaj pa vem, da je dovolj? Takrat, kadar pridemo do konca luknjic, ko luknjice zginejo in vzamem tole merilo, da zmerim, kakšna je debelina. Na koncu bo ta deska, ko bo narejena, bo debela tam 3 do 4 mm, odvisno na katerem delu. Poglejte, tole je pa ena violina, ki sva jaz pa stric izdelala. Če primete s prstom, boste videla, da je tenka, kar probajte. Eni pravijo, da je tenka kot papir. Zdaj, če bi dali pod luč, bi videli, kako svetloba pronica čez. Zanimivo, ne? Ja, če ne bi bilo, pa ne bi zvenela. A sem vama že povedal, koliko časa potrebujem za izdelavo enega godala? Ne. Toliko, kakor sta vidva en mesec v šoli. Za violino 150 ur, za violo 180, violončelo 450, kontrabas pa vsaj 600 ur. To je pa kar veliko. To je pa veliko, ja. To je ene pol leta za delati. In ko to končamo, kaj pa bolj? Potem pa vzamem takle modelček, da naredim F odprtino. Potem, ko je pa to narejeno, moram pa izdelati obod. Kaj pa te obad? Obod je pa v takem velikem lesenem okvirju. So koščki furnirja, takega širokega, so skrivljeni, da potem lahko naredim resonančno škatlo. Violončelo, vidite, je pripravljen. Se pravi, tole je obod, kot sem prej na violini pokazal. Tole je vrh, tole je pa pod. A kaj še manjka tukaj? Glava spolja? O, a to sta pa vidva sabo prinesla od doma. Ne, naša so v delavnici. Ja, in to bom potem na ta pravo mesto takole vstavil notri, da bodo strune bile napete. Poglejte, tole je pa violina do konca izdelana, tole je lok. S česa je pa ta lok? Lok je pa lesena palica, pobarvana s črno barvo. Tele dlake so pa žima, to je pa dlaka iz konjskega repa. Kaj pa, če se violina pokvari? Če se pokvarijo, pa popravimo. Goslarji, poleg tega, da izdelujemo, tudi popravljamo inštrumente. Tukaj vam bom pokazal ena violina. Je prišla k meni v delavnico na servis, kjer je v bistvu potrebno zamenjati strune in očistiti. Evo, violina se da vedno na podložko, zaradi tega, ker je izbočena, da se ne prevrne. Zdaj bomo pa odvili, jaz bom na začetku stran od sebe navil, zdaj pa vidva odvita. Vsak po 2 struni, kar pogumno, kar odvi, kar dokler gre, jaz sem pa vlekel. Evo, kar še. Še malo. Evo, pa smo violino razstavili. Strune bomo dali na odpad, bomo jih reciklirali, ker so iz kovine. Na, bo še vzela krpico pa očistila.
Kje ste se pa vi tega naučili? Mene je pa izučil moj stric, njega pa njegov oče, moj dedek. Tako da naša delavnica je stara skoraj 100 let. Struna poči takrat, kadar je preveč uglašena. Kar navi, kar navi.